Z nami so predsedniki 8 strank, ki jim povprečje zadnjih 3 javnomnenjskih anket, ki jih za nas pripravlja Inštitut Mediana, kaže uvrstitev v parlament. Če bo končano do maja, potem se bo na letni ravni to izravnalo. Če se bo situacija na Bližnjem vzhodu stabilizirala, bo tudi energija cenejša in ne bo nič izgubil. Če bo to nekaj časa trajalo, bo to pa imelo dvojne negativne učinke. Tudi Rusija se bo finančno okrepila. Spopadi v Ukrajini se bodo intenzivirali, ker ruska ekonomija je zelo odvisna od cen nafte. Odkimavali ste medtem, ko govori gospod Janša, čemu? Temu, da zagotovo ni bilo dobro premišljeno. Žal so se Združene države Amerike spustile v to vojno, brez da bi se zavedale posledic za globalno ekonomijo. To se že kaže na delniških trgih tudi v ZDA. Nenazadnje lahko spremljamo tudi civilne žrtve, tudi dekliške šole. Jaz mislim, da tukaj gre res za situacijo, ki bi vsi morali reči dovolj je, in kdor ima prijatelje v Beli hiši, naj zatrti telefon, če jih ima, in ne ukrepa. Jaz upam, da gospod Golob takrat, ko je srečal gospoda Trumpa, da sta si izmenjala številke, pa da ga lahko pokliče. Jaz gospoda Trumpa nisem nikoli srečal. Bi pa rad pomiril državljanke in državljane. Nafte je dovolj, nafte ne bo zmanjkalo. V primeru, da bi jo pa zmanjkvali zaradi razmer v regiji, imamo v državi v blagovnih rezervah dovolj nafte za 3 mesece delovanja te države. Tu lahko javno povem, 700 milijonov litrov je nafte v blagovnih rezervah. Če ste v januarju vprašali Grok, umetno inteligenco, kdaj bo Amerika napadla Iran, je dal datum 28.2. Torej ravno datum, ko je dejansko Amerika skupaj z Izraelom napadla Iran. Zdaj, to je bilo okno priložnosti, ko bi morala vlada začeti razmišljati o konkretnih ukrepih, kaj bo naredila. Dvig nafte ni edina posledica tovrstne krize vojne v Iranu. Drugi element pride z višjo ceno elektrike, tretji element višja cena logistike in četrti element kot domina je potem višja cena prehrane in ostalih proizvodov. Desnica je danes rekla med vrsticami, saj to ni naša vojna, mi tam nič ne moremo. Ne, pomembno je, kaj bomo mi, kakšno stališče bomo zavzeli v Evropski uniji, ker ne gospod Vrtovec, ne gospod Janša, ne gospod Logar se do te vojne noče opredeliti. Ne do Trumpa, ne do Irana, ne z Izraelom. Sej mi nismo vlada, ne? Vlada se je celo opredelila, pa niso za sekunde ustavili te vojne. Mislim, tukaj se pogovarjamo o bedarijah, glejte. Vlada mora, ne jaz podpiram, da kmetje ne bodo čakali na črpalkah, kjer bo zmanjkalo goriva, tako kot se je zgodilo v soboto. Namesto da ustavljate vojno, na katero nimate nobenega vpliva, poskrbite, da ne bodo rezervoarji prazni na črpalkah. Gospod Janša, se veste, da to ni tako, kot ste zdaj dejal. Ni problem o tem, ali nafta je. Problem je bila z logistiko in problem je bila s trgovci. Enostavno smo mi, glede na to, kako so dvigovali sosednje države ceno, so si naši, hvala Bogu, kmetje probali dobiti nafto po znižani ceni. Zdaj smo jim ugodili na nek način. Jaz bi lahko tukaj govoril, tako kot moji predhodniki, kot ena mis sveta, kako je treba vse pomiriti, pa graditi neke mostove in podobno. Na domačem terenu trg naftnih derivatov obvladuje skoraj popolnoma ena firma. Torej Petrol ima skoraj popoln monopol nad črpalkami in to ni v redu. To firmo je potrebno razkosati na več podjetij, da si bodo med seboj konkurirala. Kaj se zgodi, gospod Slak, z ljudmi, ki imajo 1050 evrov plače? Njim vse storitve in pa dobrine zrastejo, seveda podražijo se, ta se jim z minimalno plačo približa, se pravi, vzpostavljamo njihov red. Vsi enaki, ampak vsi revni. Brez skrbi, gospod Stevanovič. Mi bomo se borili za to, da bo vrtec v naslednjem mandatu brezplačen. Kar se tiče ekonomskih podatkov, ki sem jih jaz povedal, temeljijo na izkušnji konkretne države. Dobro, Finske. Tako, in na izkušnji številnih drugih držav. Gospod Stevanovič pa govori na pamet. Koliko ima finska plača? Povejte mi, koliko ima povprečno plačo finska? V zadnjih 3 letih jih dohitevamo, gospod Stevanovič. Gospod Vrtovec, izvolite. Moramo ciljati tiste plače, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost. In natančno to je v jedru našega gospodarskega programa. Imenuje se AS, ambiciozna Slovenija, z njimi imamo en sam cilj. Vizija je, da postanemo evropski Singapur.
ker imamo podobne danosti kot Singapur. Imamo logistiko, imamo znanje, imamo farmacijo, imamo predelovalno industrijo in IT. Moramo pa znižati davčno obremenitev tistih nekje med 2 povprečnimi plačami pa navzgor. In imamo satelite, ki nam vsi zavidajo. Imamo satelite, ki nam vsi zavidajo. Ko poslušamo Roberta Goloba, je tako, kot bi poslušali Donalda Trumpa. Cifre gre navzdor, on pa na novinarski konferenci govori, kako gospodarstvo raste. Vlada je v tem mandatu maksimalno obremenila in vse, kar je naredila, je delala pol reforme. Gospod Mesec, vi ste akter ali pa glavni brain, glavna pamet gospodarskega programa vlade Roberta Goloba. Vse, kar ste vi predlagali, je Robert Golob udejanil in posledice čutimo danes. Podjetja so na tem, da se selijo iz Slovenije. Davki in prispevki so se dvignili za 1,5 milijarde. V državnem zboru se sprejema zakonodaja, ki ruši ugodno gospodarsko okolje. Obrtniki in podjetniki tega pritiska ne zmorejo več. Zaradi tega jim je potrebno pustiti, da dihajo. Enostavno, z davčnim primežom je treba popustiti, da bo lahko produktivnost višja, da bo lahko te ljudje dvignili plače. Če stalno nekoga molzeš, ne moreš pričakovati, da bo dajal enako količino mleka. Zato pa odločitve, ki smo jih v tej vladi sprejemali ad hoc, v naslednji vladi, ko bomo socialni demokrati močnejši, takšnih odločitev. Moja beseda je garancija. Moja beseda je garancija. Ni bilo vaše besede. To je Hrvaška 5,2, Evropska unija 1,5, Slovenija minus 4,1. To bo povplivalo na gospodarsko rast v letošnjem letu in bomo krvavi pot potili, da bo boljša, kot je bila lani. Lani je pa bila 1,1%, če ne upoštevamo praznikov. Pa še to mogoče glede na gospoda Mesca. To, kar vi predlagate, to ni izvajala socialistična vlada na Finskem pod vodstvom Sanne Marin. To je izvajal vaš vzornik Hugo Chavez v Venezueli. Ko se prikaže samo en od stolpcev in to eden od 5, modro je Slovenija, to je pa Evropa. Ko se prikaže enega od 5, zato da se dokazuje, kako je v Sloveniji vse narobe, se pač zavaja ljudi. To je prvo. Drugo. To je stolpec za leto 2027. Seveda, to so uradne napovedi Evropske komisije. Za Evropo in za Slovenijo. Še vi napovedujete kataklizmo. Nihče drugi ne napoveduje razen vas. Če boste vi, napovedujemo kataklizmo. To je res. In še enkrat, gospodarska rast je vedno pozitivna. Kdor si bo ustvaril vtis, da gospodarska rast ni pozitivna, mu že zdaj povem, da se žal moti, a pa na srečo moti, zato ker ga poskušajo na to napeljati. Ampak ne moremo istočasno govoriti, da je vse narobe, imeti polno zaposlenost, majhno inflacijo in hkrati imeti dobičke. In neto prejemki gospodinjstva, ker to je najbolj pomembno. Ali so ljudje od tega kaj imeli? Ali so ljudje v tem času imeli na računih več? Odgovor je da. Imeli so več upokojenci, 4,2% realne rasti v tem času. Tudi si naslednji posnetki, ker beda jih je 400, ki se zdaj pojavljajo, vsi kažejo na to, da so bili obdelani na način, kjer se resnica zelo tako relativno krivi, po domače, gre za čisto izmišljotino. Zakaj smo rekli, da povezala z opozicijo? Preprosto. Zato, ker so se pojavili dan potem, ko je ta ista poslanka Tamara Vonta na preiskovalni komisiji ugotovila, da je samo državni Telekom, eno podjetje, v času prejšnje vlade nakazal več kot 1 milijon evrov davkoplačevalskega denarja v strankarsko televizijo Nova TV. Ta ista Nova TV je danes tista, ki te posnetke širi, ta ista Nova TV je med drugim tista, ki danes blati ljudi, kot so Denis Avdić, da je kradel denar iz dobrodelnih akcij in da je agitiral med časom dobrodelnih akcij za levo opcijo. Svobodnjaki imajo dovolj dela sami sabo. Ne, vaša televizija to objavlja. Jaz dvomim, da bi jim lahko mi to škodili, kot si lahko sami. Kar se tiče pristnosti teh posnetkov, jaz sem danes slišal še enega, ki govori o tem, kako ministrica te vlade krade. Jaz upam, da pristnosti teh posnetkov ne bo preverjala stranka Svoboda, ampak da bodo to delale neodvisne institucije, pristojne institucije, če obstajajo. Dejstvo je, da nam 2 dami vodita državo zadnje 4 leta. Ena od njih je dejansko Vesna Vuković, ki ste jo zdaj poslušali. Ona je tudi odpirala prostor leta 2022 gospodu Golobu skozi portal Necenzurirano in zato je bila bogato nagrajena strani podjetja GEN-I. Mene osebno je javno linčalo v tistem momentu, ampak to zdaj ni pomembno, jaz nisem zamrljiv človek, pa kakorkoli. Kako vi
Se razumete, ekonomijo ste pokazali vsakič, ki ste bili na oblasti, ker vsakič je ali je sledila kriza ali je pa bila kriza. Predsednik vlade Janez Janša, ki pravi, kako se bori za gospodarstvo in kako ga razume, je januarja 2022, ko se je začel strašen diplomatski spor med Litvo in Kitajsko in je Kitajska ustavila vso trgovino z Litvo, sam za nek indijski časopis ali kanal rekel, da Tajvan ni del Kitajske. Kar vam jaz povem, da je sprožil absolutno diplomatsko krizo na ravni Slovenija-Kitajska. Na Slovenija na leto 7 milijard uvoza z Kitajske in da če se ta uvoz ustavi, se nam podrejo podjetja, kot so Krka, ki tam proizvaja generike, Lek, Hisense, Gorenje, ki je v kitajski lasti. Se je to podrlo? Ne, na srečo, ker smo menjali vlado 2 meseca kasneje. Domel, Hidrija, Kolektor, gospod Brodnjak, ki zasluži milijon na leto, pa zdaj dobi 33 tisoč evrov neto mesečno ven, bi pa dobil 42 tisoč neto mesečno ven. Boste imeli možnost direktno repliko na to? Preberite si naš program, pa boste dobili rešitve za Slovenijo, gospod Mesec, izvolite. 100 tisoč več za menedžerja. Gospod Janša, to je vaša uspešna Slovenija. Obdavčitev nepremičnin absolutno ne. Davek na nepremičnine je najemnina, ki jo lastnik plačuje za to, da živi v lastni hiši, za katero je odvajal že nešteto davka skozi razne transferje. Davek na premoženje absolutno ne. Delo ne sme biti kaznovano. Premoženje je pa sad preteklega dela. Enostavna logika. Če mi ne razbremenimo plače, dvignemo vsem plače na račun davkov in prispevkov, obenem pocenimo dobrine z nižanjem DDV na 16% in 5% na potrošniško košarico in pa na storitve, povečamo kupno moč, cash flow. Zdaj bom pa namenoma šel na nepremičninski davek, ker je bila to tema. Vsi iz desne govorijo, davke bomo znižali, ne rabimo denarja, država ne rabi denarja. Veste, kaj je to? To je kot pravljica o Sneguljčici. Govorimo o razumnih Tisto, kar ne, vi govorite, da boste vse znižali. Tisto, kar je pa resnica, je, da kar se tiče nepremičnin, nepremičnina ima dvojno funkcijo. Ima funkcijo doma in ima funkcijo naložbe. Kdor ima nepremičnino za svoj dom, ne sme biti na noben način hendikepiran z nobenim novim davkom. In to je zaveza koalicije, da tam, kjer je to dom, ali prvi, ali dom, tam ne bo davkov nobenih. Seveda noben ne želi tovrstnega davka, ker je ta davek seveda vezan na določen del elite in kakor je prej gospod Mesec priznal, seveda s tem lobijem se niso uspeli spopasti. Mi se nameravamo spopasti s tem lobijem, mi nameravamo obdavčiti luksuzne nepremičnine in poskrbeti za to, da se bo začelo graditi tudi domove po normalnih dostopnih cenah. Popolnoma se strinjam. Res je treba administrativno razbremeniti espejevce in prispevke prilagoditi in tudi bolniško spremeniti. Treba je pripraviti za mikro in za mala in srednja podjetja razvojne spodbude posebne in jih davčno razbremeniti. Posebna schema za mala in srednja podjetja. SBC-jev zakon. Ta zakon že danes daje velikim korporacijam možnost, da nagradijo najbolj produktivne zaposlene. S tem je treba nadaljevati. Slovenija ima silne potencijale, ki niso izkoriščene. Zmoremo več, bistveno več. Naš cilj je, da s povprečno plačo v Sloveniji nekdo lahko v 10 letih odplača stanovanje, ki si ga lahko privošči pol ure od mesta, kjer dela. Tako da, in ko bomo mi imeli take povprečne plače, kot jih ima Finska, gospod Mesec, bomo lahko rekli, da smo na višji stopni blaginje. Vam pa hvala, ker ste nocoj izdržali z nami.